ljubitelji geografije. Zato tu ste nam pridružili na noči geografije. Na mikrofonu sem predvsem zaradi kamere, sicer bi še slišali, ampak ker bomo govorili posneli, bilo v služnico Brežice, smo se bomo se ozvočili malo bolje. Torej, noč geografije je vse svetovna, recimo že temu prireditev, 8 leto za to vrstjo poteka, se pravi organizacija mednarodnih združenj na področju geografije, je pa prva, ki jo smo se odločili nekako organizirati, postaviti v Posavju. S kolegom Boštjanom Špiljerjem so krivca za tale dogodek, danes so se geografije spravi tukaj v Brežicah. Zahvala na tej točki že gre takoj knjižnici Brežice, ki nas prijazno gosti v našem prvem delu, pa se je že neformalno srečenje, zdaj da začnemo s formalnim srečenjem, tako so nam zdaj že zašlo. Potem pa smo da nadaljujemo proti Posavskem muzeju, kateremu se tudi zahvaljujemo za gostoljubje že naprej. Torej se predstavimo po naših glavnih ulice, pa nekih tudi po Brežicah se bomo z razpravo o geografski problematiki našega prostora preselili proti jugu. Za začetek pa v uvodu, poleg tega pozdrava v najnem imenu od pobudnikov te akcije. Vabim k besedi še kolegu Boštjana. Prvi del bo namreč današnjega druženja zaznamovalo predavanje izjemnega dijaka Aleksandra Škofa. Boštjan bo več povedal, zakaj. Verjetno sicer vsi malo veste, koliko je ura, ampak izvoli Boštjan, še ti dodaš. Hvala lepanec. Ja, tudi jaz sem vesel, da smo se zbrali. Prvič meče bolj organizirano geografiji iz naše regije in še to zraven, tako da dobrodošli na prvi noči geografije v Posavju. Mogoče bo še katero da ne bomo videli. No, nekako ni bilo treba dolgo razmišljati, kaj bi dali v eno od točk našega večera, zato ker imamo v naši sredini res vrhunskega, rekel si izjemnega dijaka in bomo dali naši mladini besedo. Aleksandar je lani zastopal Slovenijo na mednarodni geografski olimpijadi v Indoneziji in vam bo predstavil to svojo dogodivščino, to svojo izkušnjo. Seveda ne bo to klasični potopisni opis, ker pač morate vedeti, da večina tega dogodka je se nam mogo posvetiti tekmovanju in tega sproščenega popotovanja po Indoneziji pravzaprav je bilo samo v zadnjem delu nekaj dni, ampak se bomo to sam povedal. Drugače pa Aleksandar Škof je dijak 3. C gimnazije Brežice. Odličen dijak na vseh področjih, ne samo po predmetih, fizika, geografija, tuji jeziki, naravoslovje in tako naprej, pa tudi v smislu tega človeških vrednot, se pravi prijaznost, doslednost, natančnost, pozornost, priskočiti na pomoč, vedno je tu in to je nekaj, kar še posebej ceni, kajti ko se to združi, po eni strani intelekt, sposobnosti, motivacija, delo, vztrajnost, potem pa še te človeške vrline, to je nekaj, kar ni kar najti kjerkoli in to Aleksandar še posebej ceni in to se mi že tudi, ne vem, tako da mikrofon še nisem povedal, ampak štiri oči pa sem parkrat. Jutri gre Aleksandar na državno tekmovanje v Škofjo Loko. Nekje v 5. zjutraj proč štartamo. In tako da na nek način sem tudi zato toliko bolj vesel, da je danes z nami, da je tudi tam predvečer, pred državnim tekmovanjem 2024, pravzaprav si vtrgal čas in pozornost za nas. Aleksandar, vesti, mikrofon predajem. Tule bom zdaj pozdravil še našega ravnatelja, profesorja Primoža Škofa, ki je tudi geograf. Potem bom pozdravil Aleksandra Zredničako, profesorico
Tejo Habit. Tako da smo evo tako malo še bolj povezani s tem. Izvolite. No, pozdravljeni vsi še v mojem imenu, torej moj ime je Aleksandr Škof, kot ste že slišali. In danes smo predstavili torej svoje izkušnje z te naravne geografske olimpijade IGO 2023. Torej, kar začnemo. Mogoče prva stvar, ki bi rad malo opisal, torej kraj dogajanja kot celotne olimpijade. To je beseda od Java, ki ga verjetno poznate, torej del indonezijskega območja. Seveda nekako najbolj poseljen, najbolj pomembnejši indonezijski otok. Velja tudi za najbolj poseljen otok v svetu, torej ima 151 milijonov prebivalcev, 96% prebivalcev Indonezije, torej res je centralizirano tam. Mi smo se zadrževali nekako v 3 mestih, torej tukaj Jakarta, na kateri smo bili večinoma samo na letališču. Sama olimpijada potekala tukaj v Bandungu, potem ta izlet, ki ga je tudi profesor Špilja že omenil po sami olimpijadi, potekala tukaj v mestu Jakarta. To je torej satelitski posnetek mesta Bandung, kjer smo preživeli najbolj časa. Mesto je locirano 180 km jugovzhodno od Jakarte, na srednji istoimenske Bandunške kotline. In sicer na nadmorski višini 768 metrov, torej malce višje od večine Indonezije, kar se tudi pozna potem na samem podnebju. Sicer je tukaj tropsko monsunsko podnebje, ampak so temperature nekoliko bolj mile, tudi manjša vlažnost kot v drugih delih Indonezije, kar smo res čutili, je bilo veliko bolj prijetno tukaj, recimo v Jakarti in pa v Jakarti. Prebivalstvo ima torej 2,5 milijona, samo mesto, aglomeracija tam okoli 8 milijonov, kjer se razlikujejo. Zato tudi velja za drugo največje mesto v Indoneziji. Znamo predvsem kot kulturno središče, tudi del UNESCO-ve mreže kreativnih mest. Kot verjetno izvira tudi sam slogan lanske olimpijade, ki je bil Creative City for Inclusive Urban Community, torej v prevodu kreativno mesto za vključujočo urbano družbo. Če malo samo nekatere zgodovinske dejstva poznam, v času, ko je Indonezija bila še nizozemska kolonija, je bilo to zelo bogato in razvito mesto, kjer se ga tudi vzdevek Javanski Pariz. V tem času je bil tudi načrt, da bi sem premaknili prestolnice Indonezije, ampak se to ni nikoli resnično. V bolj nedavni zgodovini pa se je to pisalo kot mesto prve azijsko-afriške konference leta 1955, na kar so meščani tudi zelo ponosni. Saj je ta dogodek bil en pomemben korak v ustanovitvi gibanja neuvrščenih, v katerem se je kasneje pridružila tudi Jugoslavija, in to je bil nek upor proti kolonializmu, neokolonializmu prisotno v tistem času. Skratka, tukaj sem s tem picami označil še nekatera mesta, kjer so se zadrževali za lažje predstavo. Torej, tukaj je bil naš hotel, tudi otvoritvena ceremonija tukaj potekala, potem tukaj potekala gala večerja, bomo vse to kasneje videli. Tukaj je bila kampus univerze, na kateri se večina tekmovanja dela odvijalo. Tukaj je ena galerija skulptur, katero smo se gledali, in pa tukaj je potekal terenski del samega tekmovanja. Da je vseh tega še nekaj nastavljalo. Tako, vse se je pa začelo seveda v Sloveniji, na našem Brniku. Tukaj smo se odpravili na pot 6. augusta 2024. Državnost v luči hudih poplav, ki so prizadele naših držav samo nekaj dni nazaj. V bistvu so nekako še vedno veliko moči poplavljeni, ko smo se mi odpravili. Kot anekdota, naš mentor, dr. Stilgovič, se v bistvu komaj da prebil do letališča iz Savinjske doline. Tam se veste dokaj hudo stanje in je moral iti posem po avstrijski strani in bolj krog narediti, da smo prišel do Ljubljane, da je mogli smo si bili nekako napeti v tem trenutku. Ampak vse je bilo tudi lažje, ko smo vzleteli. Moč smo slabše videli, kot tukaj je torej Kranj, smo zagledali spode, tako zelo lep tak nočni pogled. Sicer so pa še vedno videli nekatere poplavljene območja, tako tudi iz letala. Let smo imeli torej preko Istanbula s prestopom, to je ena fotografija, tam nekje nad Bosporsko ožino predvidevam. Malo težje se orientirati, ko iz letala, pa na karti. Sicer pa smo potem ta let iz Istanbula do Jakarte trajal tam nekaj 11 ur in to je bil nekako naš prvi pogled potem same Jakarte. Skratka, vidite mesto, tako veliko smoga, ampak tako kot bi pričakovali, vsi smo bili zdaj zelo vzhičeni, ob tem pristanemo neka nova država. Do Bandunga smo se odpravili kar z avtobusom, tako smo se nekako ustavili na poti, in sicer 4 ure je trajala samo vožnja.
sami se tudi hvalijo s tem, torej na recepciji tak znak, kjer kaže, da je v tem modelu enkrat preskoval tudi Charlie Chaplin. Tako kot zanimivost. To je torej naša ekipa ob sami registraciji na olimpijado. Če gremo zdaj proti desni, najprej naš mentor, team leader na tej olimpijadi, dr. Boris Stojilković z Zavoda za šolstvo. Skratka, on je tam vse koordiniral, organiziral, bil naš glavni zastopnik tam, potem seveda jaz, potem Gregor Samsa iz Postojne, šolskega centra Postojna, Filip Ferlan iz gimnazije Želimnje, sicer pa je Šmartnega pri Ljudi, in pa Maksim Sinković Korošec iz Pirana, danes pa je sicer dijak gimnazije Bežigrad. Na koncu pa še njegova mentorica, profesorica Eva Stekovec, ki pa je nas spremljala, zato ker je Maksim bil tudi prvouvrščen na državnem tekmovanju in je pač takšen dogovor, da je mentor prvouvrščenega spremljala tudi olimpijsko ekipo. Tako, tajsti dan smo potem imeli še otvoritveno ceremonijo samega tekmovanja. Kot vidite, torej, spet sem naredil navezavo na azijsko-afriško konferenco, ker smo bili v bistvu isti dvorani, kot se je odvijala sama konferenca. Sicer pa se te dokaj take imenitne otvoritvene ceremonije udeležil tudi indonezijski minister za izobraževanje, kulturo in tehnologijo in pa guverner province Zahodno Java, da smo nekaj te eminentni goste, tako rekli. Potem smo se ogledali tudi muzej, posvečen spet te azijsko-afriške konferenci, res se to veliko menja ta predan, tako ker je so goščene lutke nekaterih voditeljev z indonezijskim predsednikom Sukarno Načara. Potem, da smo še zaključili ta dan, smo imeli še bolj nekako slavnostno gala večerjo v tej stavbi, ki se imenuje Delo Sate, sicer zgrajena 1924, še pod nizozemsko vladavino, ampak je ukomponirala neke te elemente tradicionalne indonezijske arhitekture. Danes pa je tukaj tudi sedež guvernerja, tako da nekako nas je guverner v bistvu gostil na tej gala večerji. Tako zelo lepo stavba tudi znotraj. In pa, torej mi, vidite, smo sedeli takoj za Američani, tako smo že imeli malo poštovnosti. Še ena zanimivost, tu sem v bistvu slikal tako čisto vse stvari, ki smo nam jih dali organizatorji tekmovanja, da vidite, da so bili res zadodarni, smo dobili vse od bruzaka do različnih oblek, recimo cel komplet pisanih, teh pripomočkov, smo ne ravni, če doma prinesli v bistvu, tako res je nas oprejeli z dotanjem. No, to je potem naš prvi opis mesta, tako zjutraj, da malo dobite občutek. To je bilo na poti do prvega dela tekmovanja, pisnega dela. Tam je moč bilo zelo zanimivo povedati, tukaj na levi strani prodajajo torej platišča za avtomobile, kar je bil zelo pogost prizor posod v mestu. In spomnimo pojma zakaj, se tukaj platišč prodajajo. Tako, moče še ena fotografija samega mesta, da dobite malo občutek. No, to pa potem sprednja vrata tega Barnuškega inštituta za tehnologijo, ki je bila v bistvu ta fakulteta univerza, na kateri se je odvijalo večino teh naših aktivnosti. Tukaj bi vam zdaj mogoče od te fotografije, da so kolaž fotografiji niso moje, ampak od organizatorjev tekmovanja, ker seveda na tekmovanju delo jaz nisem mogel nič fotografirati na telefonu. Skratka, tukaj imam zdaj predstavo samo potek olimpijade, ne vem točno, koliko to poznate. Skratka, lanske se je udeležilo 177 tekmovalcev, vse stari med 16 in 19 let iz 46 držav. V bistvu je sestavljena sama olimpijada iz treh delov, torej imeli smo pisni del, terenski del in pa še multimedijski test, ki pa je, bom kasneje še tam opisal, kako je to točno izgledalo. Torej, kot vidite tukaj na teh fotografijah, tako je zdaj pisanje tega prvega pisnega dela, oziroma written response test, kot se je imenoval uradno. Tukaj smo imeli čas poslanja kar 3 ure, na začetku še 10 minut za pregled, pole, skratka res mogoče zelo naporno, tako nisem nikoli navajen pisati, kar 3 ure zapored. Skratka, sestavljen je bil 6 sklopov nalog, ki pa so vključevali vse od nekih esejskih tipov nalog do interpretacije virov, potem risanje nekih grafov, res zelo raznoliko vprašanja. Edino, kar recimo ni bilo tukaj, je neko kartiranje, ker to pa seveda prišlo na vrsto potem pri terenskem delu. Tako, ko smo to odpisali, smo se vsi zelo nadaljeni seveda. Potem na poti držali še ena zanimivost iz mesta.
teh gruča mopedov, ki so prisotne skoraj posod, kjer recimo teče luč. Kot zanimivo so naše podatke, da so v bistvu te motorje na splošno v Indoneziji veliko pogostejše prevozno sredstvo kot avtomobili. In sicer je skupno kar 125 milijonov celotne Indonezije, medtem ko je avtomobilov le 17 milijonov. Torej, kar 6-krat več v bistvu motorjev kot avtomobilov, kar se potem prezpozna na ceste. Tako, potem pa je bil najbolj naporen dan celotne olimpijade in to je bil ta terenski del. Skratka, to so spet potniki od organizatorjev tekmovanja. Torej, ta terenski del oziroma field work exercise je potekal v enem naravnem parku, ki se imenuje Juanda Forest Park. V bistvu smo ga reševali nekako cel dan. Potekal je tako, da smo se sprehajali po naprej določeni poti na terenu, spremljali so nas tudi naši spremljevalci, nekakšni mentori, tudi so sami Indonezije. In na treh naprej določenih postajah smo potem dobili sklop nalog. Vsak ta sklop se je reševal po 40 minut na samem terenu. Ves čas tega sprehoda smo imeli še eno posebej polo, na katerem si pisali neke zapiske, recimo konkretno smo morali popisovati pobočne procese, ki smo jih videli, potem vse neke stavbe, gospodarske dejavnosti in tako naprej. In to se mi je zdelo res pač naporno, ker smo hodili po tej vročini, zelo hiter tempo in tako si vse pisati, bilo pač skoraj nemogoče. Ampak na srečo se ta pola ni ocenjevala, v bistvu pa naj bi nam bila samo na pomoč. Pri naslednjem delu to pa je bila analiza terenskega dela, ki bo potekala potem v učilnici. Skratka, če pa zanimamo, kaj so bile 3 sklopne naloge, ki smo na terenu reševali, eden je bil recimo, da smo rabili narisati en klif, ki je tam bil identificiran vrste kamnin samega tega klifa. Potem na drugem smo rabili izrisati eno pobočje, ki smo ga videli pred sabo, urisati, kako se voda steka po pobočju. Kaj je potem še tretje? Skratka, takšne sili tretje, da smo še kartirani nekih spet gospodarske dejavnosti, funkcije na CRF. Skratka, potem so v učilnici še pisali to analizo, 150 minut pisanja, predvsem usmerjeno na neko reševanje problemov tega naselja, kako bi rešili recimo njihovo upravljanje z odpadki ali kaj takega. Skratka, tako. No, malo za sprostitev smo pa potem začeli obiškali še ta geološki muzej v Bandungu, skratka, res zelo lepo urejen, fosile, mamutov, ali kaj to že je. Kot ena zanimivost, nisem tak strokovnjak za to paleontologijo. Kot ena zanimivost vidite tukaj slovenski izrazi za te kraške pojave, torej, kot nas tudi profesor Špirer uči, se v narodni terminologiji uporablja nekaj slovenskih izrazov in tudi vidite, recimo, vrtača, tukaj znači kot dolina, pač malo samo pačno to prevedemo, ampak dobro. Še ena zanimivost, v bistvu smo se tukaj odrežili ene take zabavne igre, malo za popestritev, kjer smo tekmovali proti Srbom, Portugalcem, torej v bistvu smo se mogli podajati žogico, torej s temi TVC-cevmi in smo jih premagali in dobili tudi neke take simbolične nagrade, torej te štartne smo imeli take denarne, slovenske zaključke. Potem četrti dan pa je bil nekako malo bolj za sprostitev, tukaj nismo imeli nobenih tekmovalnih delov, tam smo obiskali tale vulkanski krater, ki se ima tam v mojem baraku, tako to izgleda, res lep prizor. Skratka, tukaj smo si poprosto malo to ogledali, ni bilo nekaj posebnega spremstva, da so mislili, da že se spoznalo na te stvari. Je zanimivost, da se zelo smrtelo, potem žveplo tukaj, bilo res opazda, če pa smo imeli mogoče kakaj 200 metrov na dno kraterja, se še vedno zelo vohalo, sem dal tudi maske, če smo hodili, ampak jaz sem kaj nisem vzel, ker to je bil izkušnji. Tako še nekaj slike bolj blizu, zelo dobro pač so vjegli na fotografije, se mi zdi. Potem tudi ena taka lepa tržnica, tukaj je prav na robu samega kraterja, tako izgleda tukaj smo se potem preizkušali naše sposobnosti pogajanja za cene, čeprav smo bolj ugotovili, da se pogajamo okoli 2-3 evrov, nisem nego, ker seveda ni oni radi, da znam bolj jaz. Tako spet naša ekipa, tokrat brez mene sem to fotografijo dal tukaj, da izpostavim torej našo nekako pomočnico asistentko, oziroma oni so temu rekli liaison officer, teda Najla Fadila. Ona nam je v bistvu pomagala pri nekih teh časovni organizaciji, nas obveščala o raznih stvareh, nas torej spremljala skoraj posod in vsaka torej ekipa, vsaka država je imela enega
taka asistentko. In so se potrudili, bili tudi izjemno prijazni, na koncu sem recimo darila prinesli in tako naprej. Je pa zanimivo, da so oni bili vsi prostovoljci, ki so rabili tudi čez cel proces neka selekcija, imeli so celo neke fizične priprave na to, skratka, res so se potrudili in to so za vse bili neplačeni, da jim dobi so v čast, sploh se dovolili tako pogodbo. Tako, potem smo pa imeli še v bistvu ta isti dan, še ta četrti netekmovalni del olimpijade, to pa bilo tekmovanje za najboljši plakat. Torej, vsaka država je morala, torej to je bilo obvezno, pripraviti plakat na naprej določeno temo in sicer ta tema je lani bila Creative Culture for Inclusive Urban Community, to je podobno kot že sam slogan olimpijade. In imeli smo neke splošne smernice in potem smo se pač morali sami znajeti, kako bomo to pripravili. Ta naš plakat sem nekako oblikovno sem večinoma jaz pripravil, če sem malo pohvalil, sicer pa vsebinsko smo nekako cela ekipa uspevala. Drugi smo torej izpostavili nekaj primerov, ki so nekih kreativnih kultur v naših slovenskih mestih, tako smo imeli Novo Gorico, Maribor, potem malo več v Ljubljani, pa še Piran smo izpostavili neke take primere. Druge države so torej podobne, čeprav je bilo res veliko različnih izvedb teh plakatov, bilo zelo zanimivo se sprehoditi in malo videti, kako so drugi pripravili. To smo recimo bili mi, ko smo razlagali drugim, torej mi smo rabili drugim predstaviti, ko so nam predstavljali. In na koncu se je tudi glasovalo v samih plakatih. To smo glasovali tako mi kot naši mentori, bila pa še strokovna želja in potem seštevek vsega tega je bil nekako tako, da je zmagala na koncu Tunizija. Skratka, za naš rezultat pa nisem popolnoma prepričan. Tako. No, potem pa je študiral še zadnji tekmovalni dan in sicer tu se je pisal ta preomenjeni multivideo test, to je tukaj zgoraj vidite, kako je to razgledalo. V bistvu naj bi se pisal na računalniki celotno stvar, torej prvo leto, da naj bi se pisalo vse na računalniki, tudi sami govori, ampak potem pač kot se zgodi sistem ni delal, tako da so rabili spet normalno papirnate pole sprintati, da smo pač napisali reševali. Je pa pomen tega, da so v bistvu sami tele vprašanja so na računalniku, torej so ABCD tip vprašanja, ampak tukaj zdaj imamo lahko neke karte, imamo razne grafe, torej tleda, kako res karkoli dobiš in so taka neka kreativna vprašanja, da lahko rekli, tako da te prisilijo malo v nekem sklepanju, da težko se jih pripraviš na to. Po samem multimedijskem testu so nam potem pripravili torej te neke športne igre, da malo predstavljajo svojo kulturo na tako zabaven način. Tukaj spod pa vidite še tak kulturni večer, ki so nam pripravili. Toto so te fotografije organizatorjev. Pa zdaj, če moji fotografije, recimo, spet na 13, tega, ko so dodali slonca, ki so jih tudi videli na teh ptičih. Potem ta kulturna večer, ki je bila v bistvu torej kakšen koncert, nastopajo torej ta Anklung orkester. Če se sprašujete, kaj je to Anklung, to je takšen inštrument, skratka tradicionalen indonezijski inštrument. In zanimiva torej predstavitev je bila. Pravzaprav so vsakemu v publiki dali en tak Anklung, ki smo potem lahko tudi domov vzeli, ki imam zdaj na zidu v sobi. In vsak je bil oglašen torej na nek drugo pač ton, noto. In potem je tista dirigentka nam za takšnimi ročnimi signali nekako dirigirala, torej prikazala en signal, so špilali te Anklungi, drugi in so potem v bistvu kot en orkester igrali vseh nas 300, koliko nas je tam bilo in je res pač super zmenjeno živo. Skratka, tako. Izkoristili smo tudi priložili, da se še malo podružili, malo slikamo z drugimi državami, da se nekako probali vse države Balkana. Manjkala recimo Hrvaška, nažalost pa še nekatere, pa da se vmes par Nizozemcev vmes vidimo. Ampak recimo na Balkanu. Tako. Potem še zadnji dan, ko smo že vsi nekako pričakovali sam rezultat olimpijade, ki so bili tudi večer razrešeni, pa smo se gledali še ta v bistvu, kako smo park skulptur, nekako tako, Nuart, katerega je ustanovil en znan umetnik in indonezijski Nyoman Nuarta, skratka, kako to zgleda, zelo tako moderno urejeno, v bistvu zanimivo na sredi mesta, ampak res okrožen z naravo in tako naprej. Takšne so v nekaj primeri, kakšne skulpture, ko najdemo, skratka, taka moderna umetnost. Vseeno se mi je zelo v spominu pisnil tale kip, ki prikazuje pravzaprav indonezijske mladostnike, ko se nekako opivajo do smrti. Skratka, zgodba za tem je bila
zato ker je alkohol v bistvu ni dovoljen, oziroma ga težko pridobivajo, potem sami doma izdelujejo neka domača življenja in seveda to pogosto vsebuje neke strupene snovi in potem pride do pač takih tragičnih primerov, potem pa zgodilo z tem kipom. Še nekaj tako prizorov, kako so fotogenično, ne vse to bilo, nisem mogel preveč filma, da. Tako, potem popovdne smo se pa odpravili še na eno poznano nakupovalno ulico v mestu, zdaj se imela Barat, ta ulica. Skratka, tukaj smo malo, to so tista naša sekvenska najla, ki prišli v Sen gremo, da malo še to vidimo. Mogoče zanimivost je cene, to je trg v indonezijskem rupija, se je njihova valuta, in sicer pretvorni faktor je 1,16 teh rupija, lahko preračunate, recimo to 65,000, potem 3,80 evra za eno denarnico. Skratka, dokaj poceni stvari. In tudi naše srajce, ki smo jih potem nosili za ključnih prireditvi, ki boste kmalu videli, smo jih dobili za tičli 2 evra na srajco. Skratka, tako. Ogledali smo se še njihov nakupovalni center. Spet, to je že malo bolj nekaj nam znanega, ampak nekako veliko zelenja, tako malo drugačne arhitekture, kot smo navajeni. Imeli so potem tudi neke živali, recimo domače živali, taratela, tukaj na Filipu. Vidim meni, da se malo držim distanco, nisem največji ljubitelj pajkov. Pa še srečal smo recimo nekaj vojake, mislim vojaški piloti, da so bili, da si potrudili take resne obraze narediti, ampak ne ni najbolj rado. In bolj je že bil čas za samo zaključno prireditev, v tem hotelu, Arja Group, tukaj so tudi bili nastanjeni organizacijski komite, to lahko videti, da so njim bila še malo boljši hotel kot na, tako pač je. In to je potem sama zaključno prireditev. Tako zgleda, tukaj smo se, malo sem prehitel, da nekaj te nazaj, škoda. Lahko moram samo dve nazaj, da? Tako. No, ok. Skratka to, ste že malo videli. Skratka smo se zbrali mi v teh naših srajcah, tako je res dobro, da smo vrhvili, moram reči. In potem mi čakamo, torej danes deset rezultatov. Najprej torej, dosti dokaj dolgo prireditev, moram reči, da Indonezici dokaj se odločujejo z temi raznimi govori in tem, torej povabijo enega častnega gosta, pa pol on 15 minut govori, pa drug častni gost, pa pol on pol ure govori in tako naprej. Skratka, to zelo dolgo traja. Mi pol na konc začnemo torej z najbolj bronasta medalja, ki bo 61, srebrnih medalja 30 in nasplošno nič in nič. In nekako vsi smo že malo upali, tudi naš mentor je presnenkaj priznal, da je v bistvu že sam malo upal, mislim pač to leto spet nič ne bo. In potem na koncu kliče zlate medalje in pred zadnjega pokličejo mene, kar je bil potem veliki šok, da vidite tukaj mene na odru. Skratka, jaz bolj čisto v bistvu brez njega sem ostal, stečem tam na odru zastavo, dobim medaljo, potem se postavim zastavo, prvo napačno vrnem zastavo, da je bil kar desni. To nisem dobil kakve 3 minute, verjetno sem stal napačno vrnem zastavo, pa sem mi pokazal, da sem prav vrnil, da na tej sliki je prav vrnjena. Skratka, res pač neverjetno občutek, ker tudi sam nekako nisem vedel, v kakšnem vrstnem redu to kliče, ali je to res od najslabšega proti najboljšem, ali je to nekako mešano. In šele, ko sem zares prvi šel iz voda, sem mi razložil, ja, ti si res v drugi olimpijadi, pa sem mi povedal tudi, da sem bil na tistem pisnem delu, ki sem ga preomenil celo prvi skupno seštevkov, skratka, res pač čisti šok. Tako sem potem postavljal, tako je še med samo prireditvijo, tako potem samo medalje zgledal, ker so se potrudili, so zelo lepo medalje, da. Ena slika tako za časopise, recimo, potem pa še taka bolj slavnostna. Skratka, tako se je zaključil v ta tekmovalni del olimpijade, potem pa je sledila še ta del, kjer smo pa bili čisto sproščeni, ker je bila torej izbirna ekskurzija. Zdaj, to je poteklo na principu, da se vsaka država lahko prijavila na to, če je pač želela, če so se vsi strinjali in tudi bilo neko doplačilo, tako da se večina držav bi se ni odločila za to. Mislim, da se ima pa polovico šlo na žalost, tako da tudi nekateri te prijatelji, ki smo se tam spoznali, potem niso mogli iti na to. Ampak torej, štartali smo že dokaj zgodaj zjutraj tisti dan, po popolnoma neprespani noči. Zelo sem je spala na tej točki, pa bo zelo lepo jutro, moram priznati. Odpravili smo se kar z vlakom in se tako zgledali te vlaki, smo zdaj še do nek boljši razred, se mi zdi, skratka res kaj sodobni.
In dobro, da so bili, ker smo se kar 6 ur provali z njimi. Skratka, na mesto Yogyakarta, tam smo bili namenjeni, je daljno približno 300 km od Bandunga. Na poti smo se tudi tako gledali malo to indonezijsko podeželje, kar je bilo zelo zanimivo meni. Zelo se mi tisto spomin, recimo ta mošeja, ki smo bili na okrobi Bandunga. Skratka, povsem nova, mislim, da pa Milani ta odprta. Zanimivo, recimo ta dizajn se sem šel pogledati, ko imajo to jezero okoli samo mošeje, poleg tega, da tudi ima estetsko funkcijo, ima tudi funkcijo, da zadržuje neke morebitne poplave, ki bi drugače ogrožile samo mošeje, tako vsaj gleda tisto na internetu. Potem smo prišli v samo mesto Yogyakarta. To mesto torej velja za nekako središče javanske kulture. In sicer rečem javanske kulture, ker Bandung pa je do središče sunske kulture, da to so dve nekako dominantni kulturi, oziroma te etnični nekako podelitvi na otoku Java. Tako da je tudi bilo opazna neka ta razlika v sami kulturi z Bandunga v Yogyakarta. Tukaj smo začeli zanimivo, smo seveda, da Yogyakarta ima poseben status znotraj Indonezije. Kot ste mogoče videli prej na zanimivi celotne jave, piše torej Special Region of Yogyakarta. To meni, da ima poseben status, ker je pravzaprav sultanat še danes. Imajo torej sultana že od 18. stoletja naprej, ki pa je danes tudi guverner te neke posebne regije znotraj jave. In to je bil se edin tak del Indonezije, da je da ima neko tak posebno ureditev. Torej, ja, kot sem vladil kulturno prestolnico, veliko tudi te kulturne dediščine povezali, samo to preljevo držimo tem sultani, znani so tudi po njihovih batikih, torej teh vzorcih, oziroma tkanini, ki jo izdelujejo, mogoče malo kasneje videli. Skratka, prva stvar, ki smo obiskali tukaj, je bila ta njihova preljeva palača, ki sem najkratam. Skratka, to je nekaj tako nekaj prizorjska preljeva palača, iz 18. stoletja, ampak sultan tu še danes prebiva, to je tako dvorana za razne slovesnosti. Vse to je tako zelo odprto, velika dvorišča, to je takšni paviljoni, pa to posebno drugačen stil, kot kakšen bolj preljeva palača v Evropi, seveda. Tukaj tudi je bil znotrajni muzej, ki so predstavili njihove kalijere običaje, recimo tu neka ceremonija krone, ne sem če malo pozabil, kaj točno bilo. Potem so predstavili tudi nekaj njihove tradicionalne začimbe in vse, s čim se ukvarjajo, skratka je tudi zanimiv muzej. Potem so se odpravili do še ene druge palače, ta pa sicer malce manj v bistvu se ne upravlja več danes. In sicer ta se imenuje Tamansari, kar v prevodu pomeni vodna palača. Bodo hitro videli, zakaj je vodna. To so torej glavni vhod v palačo, zadnji vhod. To so v bistvu bivši kraljevi vrtovi teh sultanov. Vidite, imajo prve vrtove. Poleg samih vrtov pa imajo tudi torej v bistvu zunanje bazene. To je tudi iz istega časa kot Kraken, tam je 18. stoletje. In že takrat so v bistvu za nekimi hidravličnimi sistemi prečrpali to vodo za te bazene. Se pa ta palača ni tako dolgo uporabila, ker so hitro začeli popuščati, delno zaradi tega, ker je ta sistem bil dokaj zapleten za vzdrževati, delno zaradi nekih vojn, potresov, katerem da je ta zelo veliko. Zato se je potem večino palača danes v bistvu izgubilo, je bila pozidana strani nekih naselij okoli in ohranili so v bistvu samo še ta poslednji del za bazene. Pravzaprav funkcija tega je bila, da so se lahko sultanove konkubine, ter tam nekaj harem, tako že, so se tukaj kopali, na tem pa jih on potem pistol toliko zabavil. Tako je še potem pa sledim moče še nekako najbolj del dneva. To pa je bil torej izgled z te diferenci po vznožju aktivnega vulkana, ki se imamo v Meraki. Ta se nahaja 15 km severno od Yogyakarte, sicer na nadmorsko višino malce manj kot 3000 metrov, tudi velja za najbolj aktiven vulkan v Indoneziji. Nekako bruhar dokaj redno že zadnjih 500 let. Zadnji večji izbruhi so bili recimo marca 2024, potem že letos v januarju tudi bruhal. Sicer recimo leta 2010 je bil res en velik izbruh, potem so nam tudi pripovedovali, ko je bilo več kot 350 000 ljudi evakuiranih, tudi več kot 300 smrtnih žrtev, nažalost. Seveda so to nevarnost je pri tem, da okoli 3 milijone ljudi živi v nekakšnem radiju mogoče 20 km od vulkana, tudi na samih pobočjih vse do 1700 metrov so še vedno neke vasi in tako naprej in vse to je zelo ogroženo v primeru izbruha. Skratka, mi smo se pravili pod s temi terenci, tako smo se podali skozi takšne pamosove gozdove in tako naprej. Prišli smo potem do takšnega nekega muzeja na terenu, kjer so predstavljeni, torej fotografije z recimo nedavnih izbruhov vulkana.
potem neka goveda, ki so pač umrla, mislim, da je to izbruha leta 2010. Tudi naš voznik, pripovedoval, kako je imel kmetijo, tudi na vzmožju, ki je posebno uničil ta izbruh, recimo, so pač take žalostne zgodbe, recimo kozarci, ki je opogljena lava, pa je zalila hiše in tako naprej. Tako so na eni lepe razgledni točki, skratka res tako zelo pač unikatni relief, ki ga drugače nikoli ne vidiš. Torej kliki, recimo tukaj v spodnji, moče vidite ljudi, torej kako se res majhni primerjali s tem klikom. In potem so se postavili tudi pri tem bunkerju Kralja Eden, tudi zanimivo zgodbo, čeprav najprej smo se pravili še pani takšne poti. Torej ta siv v bistvu vulkanski pepel, torej ostanek enega toka lave, potem smo se mi sprehajali. In zdaj tukaj kot zgori naj bi se videl ta vulkan, ampak kot vidite samo megla, torej pač nismo imeli sreče in je bilo čisto megljeno na samem vulkanu, ampak smo ga videli malo kasneje, da tega še vidimo. Skratka, tukaj vidimo vseeno so testo, nekako, ki se je sama lava, torej utrla pot po pobočju vulkana, tudi smo mogli paziti, da ne gremo prebliz roba, kako se kruši seveda. Potem vidimo tega bunkerja Kralja Eden, ki je spet neko malce tragično zgodbo. Skratka, ta bunker izgleda iz časov Nizozemcev, ki so ga zgradili namensko kot zatočišče pred nekimi nepričakovanimi vulkanskimi izbruhi. In leta 2006, leta 2006, je bil spet en večji izbruh vulkana, sta tukaj ostala ujeta dva pomočnika, neka dva stražarja, ki sta pomagala pri sami evakuaciji. In onda so v bistvu ugotovila, da se tisti tok lave, to je tukaj spoboče zelo hitro približuje in nista več mogla pobegniti nekam drugam, zato sta se zatekla v ta bunker, ki je pač to načrtovanstvo, mislila, da bo tako preživela. In ona dva sta potem hitro ratala ujeta v tem bunkerju, lava je povsem zalila, mislim, da na globini 5 metrov, same te lave stekla prek bunkerja. In ona sta hitro začela čutiti to vročino v bunkerju, zbežala sta v kopalnico tukaj v kotu, se poskušala stuširati z vodo, tista voda v bistvu že vrela, sama para prišla ven in nažalost sta potem v tem položaju tudi umrla oba. Naši so sicer šele 2 dni kasneje in danes pripoveduje tudi, da ne bi ta bunker z njima neke duhove, moč, ki se sliši kričanje. Jaz ne verjamem, ampak je pa tako, je taka morbidna zgodba. Tako vidite notranjost bunkerja, skratka so pustili to en del te lave, ki se potem stabila, kot nekakšen opomin na ta dogodek. Same tukaj tiste kopalnice, ki so ono umrla, pa rajte, moče ne bom kazal. Tako, moče bi se zahvalil še nas vozniku, da se res lepo varno pripravljal časa tista brezpotja in tako naprej. Pa še ena skupinska slikca, ker pač nima vsak dan priložil se tam teren se slikaš. Tako. No, bolj pa naš v bistvu prvi pogled vulkana, potem ko smo se že več ur peljali po njem, šele potem, ko smo se vrnili nazaj dol v Yogyakarto, smo ga tako videli v te večerne svetlovi, ki se še kadi iz njega postane, tako skratka res lepo gled. No, potem je bil še zadnji dan naše ekskurzije, ki smo preživeli še v Yogyakarti, sicer na univerzi Gadža Mada. To je ena izmed najbolj prestižnih univerz v Indoneziji, tudi za največji, ima kar 55,000 študentov in ta stavba tukaj je njihova fakulteta za geografijo. Recimo, dr. Stilkovič je komentiral, da je samo ta fakulteta za geografijo večja kot celotna naša filozofska fakulteta. Tako da, dokaj veliko dajem, da seveda tam imajo ogromno študentov, tako da rabijo tudi veliko prostorov. Zdaj smo se ogledali, torej, kako ima to opremljeno, so se malo pač pohvalili, skratka, vidite veliko teh, da brezpilotna letala, brez neko zračno fotografiranje, imajo torej dobro opremljeno laboratorij za raziskave prsti, torej triazni študenti so nam to vse pokazali, imajo potem tudi samodejno vremensko postajo, razkazajo se še našo knjižnico, torej učbeniki iz njihove lastne založbe, skratka res pač dobro opremljeno vse fakultete, celo povabili so nas, če kdo od nas hoče študira tam, da sprejemajo mladimi študente, ker to pa vemo, če ne vem, če ste redi tako. Nisem še veliko govoril o neki hrani v Indoneziji, tu sem dal za primer najbolj razkošnih obrokov, ki so nas servirali v eni restauraciji na tej ekskurziji. Skratka vidite, da res vsega na krožnikih večino stvari pa sploh nisem doznal, ko sem poproval in je bilo v bistvu kar dobro malo več. Edino, kar se mi je malce mogoče zamerilo, enkrat sem se odločil biti malo bolj drzen in probati tisto, kar je oni označijo kot pekoče. Zdaj sem tisto
stvari in sem ugotovil, da oni imajo zelo drugačno definicijo pekočega kot mi tle. In sem malce obžaloval to odločitev, ko mi sem preživel tiste 10 minut, ampak je potem popustilo pa lovici. Tako, te mogoče še najbolj nekaj sliko video celotne ekskurzije, to pa je tempel Prambanan, ki se nahaja spet v blizu Yogi Parka, 10 km dalje. To gre za največji hindujski tempel v Indoneziji in pa drugi največji v vzhodnji Aziji, tako je za Angkor Patom iz Kambodže. Je tudi del UNESCO svetovne dediščine, že od 90 let naprej. Sicer, kar se tiče samo zgodovine, je bil zgrajen okoli leta 850, ampak dokaj hitro že opuščen. Skratka, do leta 1000 je bil že nekako zaraščen, se ga ni več veliko uporabljalo. Zdaj, ljudje lahko samo sklepajo o razlogi za to. Eni pravijo, da je bil izbruh Merabija leta 1006 kriv, razni potresi, potem so bile vojne, te politične spremene na tem območju. Stavbe so se pa nekako po večini porušile potem v 16. stoletju, spet zaradi enega velikega potresa. In to je v bistvu potem, torej več kot 500 let se ostalo v ruševinah. Lokalno prebivalstvo sicer vedelo za te ruševine in so tudi oblikovali različne legende o njihovem nastanku. Recimo, en izmed najbolj zanimivih legend je, da je nastal ta tempel, tako da je en princ, ki je bil zaljubljen princeso, ki pa ga ni želela. To zgradil, zato ker mu je princesa postavila izziv, da mora v eni noči postaviti 1000 templjev in če mu to uspe, bo tudi on dobil njo. In on potem, ker je bil neko vrste božansko bitje, on v bistvu skliče neke duhove, ki so mu pomagali graditi templje. In v eni noči je res tem duhovom uspelo zgraditi kar 999 teh templjev. Na to pa je princesa videla, da je v bistvu princ vrata, da je pogrunila to njeno prevaro, in je prižgala na shodu en ogromen ogenj, ki naj bi gorel tako močen, da so vsi te duhovi mislili, da je v bistvu že dan, da je sonce že všlo, in so hitro zbežali nazaj v podzemlje. Princ pa zaradi tega se zelo razjezil, ker mu je samo en tempel še ostal do konca, da bi zmagal. In v tej jezi je v bistvu potem on upravil to princeso in je spremenil v kamen. Ta njen kip pa je potem ugradil v ta zadnji 1000 tempel, ki naj se nahaja pa nekaj zadnji. In res obstaja ta kip še danes, sicer zgodovini razlagajo, da to je ena boginja, ampak lokalno prebivalstvo pravi, da je to ta princesa, torej v kamnu. To tako še malo bližje ta pogled. V bistvu, Evropejci so potem ta tempel odkrili tam nekje v 18. stoletju. Je pa to dokaj dolgo trajalo, da so začeli spet z restauracijskimi deli. Šele 1930 so se Nizozemci tega lotili in začeli so torej kamen po kamen podobno sestavljati ta tempel. Vidite pa seveda, da to še danes ta proces ni končan. Teh tempelj je namreč več kot 200, večina je takšnih manjših. In približno eno leto trajala en tak majhen tempel, oni nazaj skupaj sestavijo. Veliko kamenov nažalost tudi manjka, ker je lokalno prebivalstvo odneslo, da so recimo z njimi gradili svoje hiše in tako naprej. Skratka, predvidevalo, da je več kot 200 let rabili, da bi spet obnovili ta tempel, kakor še ni bil. Tako se sicer te kamne sestavljajo, torej imajo takšen sistem teh zares, in se tem lepo kot Lego kocke sestavljajo, če so seveda vsi kamni pač ostali tam. Tako v demotrajnosti templju imamo tako tukaj Brahma, torej glavne 3 templje so posvečeni Bogom, torej Brahma, Višnu in pa tisti zadnji sem poznal. Šiva, tako hvala. Tukaj vidite tudi darovanje, v bistvu, zato ker so hindujci še aktivni pri tem templju. Potem, ko so ga torej restaurirali, so se oni vrnili in ponovno začeli izvajati te svoje tradicionalne običaje. In nekaj letno se torej oni zberejo, spet darujejo bogovom, jih častijo in tako naprej. In zanimivo je bilo osebno, ker je Indonezija pretežno muslimanska država, da še vedno nekako pustijo, da te določene verske skupine ohranjajo svoje običaje, so zelo strpni, da ni pogosto vlada nekakšna mešanica teh verstev in torej res lepo v bistvu vidijo to sožitje verske, brez nekaj pretirne sovražnosti. Pa še to zanimivost, torej to je spomenik, nekako tih spomenik tem potresu leta 2006, ki sem ga prej omenil tudi kot tisti povezan vulkanski izbruh, ko se je vrh enega izmed templjev tako odkrušil, pristal na tleh in namesto, da bi ga popravili, so to raje prepustili, to paketo, kot s tem, da obeležijo nekako moče minljivost tega spomenika, ker seveda res tako blizu vulkana, da v kateremkoli trenutku se pač tako zgodi, da bo mogoče to spet porušeno in da nekako spomenik temu. Tako, potem je to bil še nas zares zadnji dan v Yogi Parki, ker ni več bo pogledal, ampak so samo nekako čakali na naš let.
torej domaljce spet po 3 km karte. In tu smo dočakali tudi, mogoče malo se prezentivo redkost, prvi drž na celotni naši tej dogodivščini. Skratka, kot sem rekel, podnebje je monsunsko, pa pomeni, da imamo tudi izrazito sušen letni čas. In avgust je v bistvu najbolj sušen mesec za celotno leto, skratka je južno polovno in tako obratno. In po torej 12 dnevi komaj zadnji dan malce teževalo, tako da smo pomenili lepo vreme, smo radili nošeni in tako naprej. Tako, potem smo se potem odpravili na letališče, tako vzleteli. Najprej smo imeli torej let preko Džakarte in prav na tem lokalnem letu smo tudi videli še en zelo lep prizor in sicer te vulkane, po kateri smo se prej tudi vozili. Skratka, tukaj vidite Merapi, mi smo se sicer potem pobočili tukaj, nekako spet ne vem, tukaj se celo vidi ta jarek, ki sem ga prej kazal. Vidite se kadine nekaj iz njega, tale vulkan tukaj zraven se pa imenuje Merbabu. Potem smo še imali sedaj, vidimo še dva vulkana, ta dva se imenuje Sindoro in pa Sumbing. Ta Sumbing je zdaj celo eno z najvišjih na javi, če ne celo najvišji. In tako torej vsi 4 vulkani tukaj naenkrat. In so pa to samo 4 izmed skupno 45 aktivnih vulkanov na javi. Skratka, res samo en majhen delček centralne jave smo tukaj videli, ampak še vedno tak zelo impresiven prizor. Tako smo nekako prišli do konca te naše dogodivščine. Upam, da je bilo pač zanimivo to poslušati. Res je bila to neka nepozabna izkušnja. Upam, da se moče, da je kaj takega spet ponovi. Tudi veliko novih ljudi spoznajmo, prijateljstvo sklenili so tekmovalci in tako naprej. Skratka, če koga moče še kaj zanima, lahko vprašate, seveda se tudi nekako bolj hitro opis vsega, se lahko še kaj temu bolj poglobim, če pa zanima. In pa hvala za pozornost.